Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v pregledu najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljate oddajo Dogodki dneva. Sanacijo škode po včerajšnjem neurju v Celju sta si danes ogledala tudi državni sekretar Rudi Medved in celjski župan Matija Kovač. Neurje v Velenju na infrastrukturi povzročilo za 150 tisočakov škode. Na celjskem Starem gradu bodo sanirali fasadne zidove romanskega palacija. Riera in Celjani usklajujejo še zadnje podrobnosti. Novi generalni direktor kluba bo Pavel Šved. Kot so napovedovali vremenoslovci, je tudi včeraj popoldan Celje prešlo neurje, ki je znova podiralo drevesa, odkrivalo strehe in povzročalo škodo na javni infrastrukturi. Nekatera območja so bila sinoči dalj časa brez elektrike. Rekordno število klicev so beležili tudi v operativno-komunikacijskem centru na številki 112. Danes je Celje, kjer že cel dan sanirajo škodo, obiskal državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Rudi Medved. Tole so posledice včerajšnjega neurja na Krajgerjevi ulici v Celju. Številna podrta drevesa, polomljene veje, poškodovana javna in zasebna lastnina. Podobnih prizorov je na območju mestne občine še več. Včeraj smo bili skupaj z civilno zaščito in javnim podjetjem Zelenice celo popoldne na terenu. Največ škode je na razkritih strehah objektov, na padlih dreves na objekte, tudi nekaj porušenih manjših gospodarskih poslopij. Po celotni mestni občini Celje pa je ogromno polomljenih ali padlih dreves. Ti so tudi najbolj ogrozili delovanje mesta v tistih prvih urah. Moram reči, da je bil odziv štaba civilne zaščite in pa naših javnih podjetij izjemno dober, sinhroniziran in v roku ene ure po neurju praktično odpravljen. In tisti najhujši primeri do noči so potem tudi vse ekipe delovale. Danes zjutraj pa smo na koordinacijskem sestanku med javnimi podjetji in civilno zaščito tudi uskladili načrt delovanja v prihodnjih dneh, ker nekaj posledic neurja je kompleksnejših, zahtevnejših, bo terjalo tudi dodatno intervencijo zunanjih služb in poklicna gasilska enota že koordinira seznam teh intervencij po prioritetni lestvici, tako da računam, da danes tisto najhujše objekti, ki so še odkriti in niso bili sanirani, tudi odpravimo. Sinoči so gasilci v Celju posredovali na 199 lokacijah. V večini intervencij so bila ogrožena življenja in premoženje. Največ je bilo odkritih streh in podrtih dreves. Na številki 112 so v celjskem operativno-komunikacijskem centru, ki pokriva 33 občin, zabeležili rekordno število klicev. Kaj takega tudi naši operaterji, ki imajo staž 20 in več let, ne pomnijo. Dejansko smo pregorevali tudi na klicni številki 112 v Celju. Okrepili smo izmeno tako, da je delovalo na klicni številki 5 operaterjev. Večino klicev oziroma nekaj klicev smo pa tudi morali preusmeriti na gasilce. Takoj, ko je bilo možno, smo ljudem povedali, da naj samo kličejo za življenjsko nujne stvari, vse druga smo nekako naredili prioriteto in jih obravnavali kasneje. Tako da je bilo dejansko 5 ur zelo zgoščenih. Naj vam povem, da je bilo zabeleženih vsega skupaj 2919 klicev, obdelanih pa je bilo 1229 klicev. Naj omenim še zelo pomembno, da smo obdelali 653 poročil v aplikaciji SPIN, prizadetih pa je bilo 27 občin v naši regiji. Mestna občina Celje je vzpostavila klicni center na poklicni gasilski enoti Celje, kamor lahko občanke in občani sporočijo, če rabijo nujno pomoč pri odpravljanju posledic neurja, o škodi pa lahko obvestijo tudi civilno zaščito. Poročilu o stanju na terenu je danes prisluhnil tudi državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Rudi Medved, ki si je ogledal nekaj prizadetih lokacij. Smo tukaj poleg tega delovišča in takih delovišč je danes in tudi že v minulih dneh je bilo po Sloveniji na tisoče. Neverjetna naravna nesreča, ki je tokrat doletela praktično skoraj da vso državo. Mi ravno zdaj pozivamo prizadete občine, da nam
pošiljajo podatke o intervencijskih stroških, da bi lahko čim prej zagotovili povrnitev teh intervencijskih stroškov in računamo, da bo vsega skupaj kakšnih 150 občin prizadetih, to pa praktično 2/3 vseh občin v Sloveniji. V Celju zdaj pozivajo vse občane, naj pomagajo pri čiščenju površin, saj je veter nanesel zlasti precej listja in vej. Za soboto, kolikor bo vreme dopuščalo, pa pripravljamo tudi skupno čistilno akcijo vseh mestnih četrtin krajevnih skupnosti, kamor bomo občane povabili, da na enotne zbirne točke pomagajo spraviti vse, kar je neurje razdejalo. Javno podjetje Simbio bo potem te odpadke tudi odpeljalo, da mesto čim prej vzpostavimo, vkolikor je mogoče normalno stanje. V občinskem vodstvu se zavedajo, da je Celje zdaj ostalo brez številnih dreves. Ta bodo skušali postopoma nadomestiti s sajenjem novih. Lahko le upamo, da tekom poletja takih neprilik ne bo več. Bi se pa na tem mestu res iskreno zahvalil tako predstavnikom poklicne gasilske enote, kot vsem prostovoljnim gasilskim društvom, ki so se včeraj aktivirali, in tudi predstavnikom javnih podjetij Mestne občine Celje za požrtvovalen, dobro koordiniran odziv in pomoč, in tudi vsem občanom, ki so včeraj v tistih najhujših trenutkih konstruktivno pristopili na pomoč, kjer je to bilo mogoče. O precejšnji gmotni škodi, ki so jo povzročila neurja v zadnjih dneh, poročajo tudi iz Mestne občine Velenje. Močan veter je poškodoval nekaj streh objektov, v nekaterih naseljih je bila motena dobava električne energije. Vetrolom je v več predelih občine poškodoval in podrl kar nekaj dreves. Pri odpravljanju posledic je v zadnjih dneh v njihovi občini sodelovalo več kot 100 gasilcev in pripadnikov civilne zaščite. Doslej evidentirano škodo na infrastrukturi ocenjujejo na okrog 150 tisoč evrov. Dosedanji intervencijski stroški znašajo več kot 40 tisoč evrov. Iz Mestne občine Velenje občanom in občankam svetujejo, da v primeru toče in neurij svoje vozila parkirajo vse 4 garažne hiše, ki se nahajajo pri zdravstvenem domu, avtobusni postaji, Mercatorju in naselju Gorica. Na Starem gradu Celje se bodo letos in v prihodnjem letu lotili sanacije kamnitih fasadnih zidov na območju Romanskega palacija. Dela so nujna zaradi propadanja kamnite strukture, ki jo je načel zob časa. Dobro polovico denarja za obnovo bo zagotovila Mestna občina Celje, 47% pa Ministrstvo za kulturo. Na celjskem Starem gradu se bo najverjetneje to jesen nadaljevala sanacija Romanskega palacija. Zavod Celeja Celje in Mestna občina Celje sta bila namreč uspešna na razpisu Ministrstva za kulturo. Z pridobljenimi sredstvi bomo uredili kamnite zidove okoli Romanskega palacija. Vrednost investicije bo v višini 47% pokrilo Ministrstvo za kulturo, razliko Mestna občina Celje. Trenutno je zunaj razpis za izvajalca del. Razpis se konča 1. avgusta, potem pa načrtujemo, da nekje v septembru, jeseni se bodo pričela gradbena dela tu na Romanskem palaciju. Aktualni razpis zajema različna dela. Vsa dela so povezana z ohranjanjem kulturne dediščine. Tu pri nas v konkretnem primeru smo se prijavili za sanacijo kamnitih zidov, lahko bi pa tudi za tlake in ostala obnovitvena, vzdrževalna nekaka dela. Gre pa vse za to, da se vsa ta kulturna dediščina na dolgi rok ohranja in da ostaja ta vrednost in jo imamo na ogled tudi našim zanamcem. Sicer pa, kot poudarja direktorica, so si letošnji poletni program dogajanja Poletja v Celju zastavili kar smelo. Stari grad pa bo eno izmed osrednjih prizorišč in verjamemo tudi tistih najbolj atraktivnih. V tem tednu smo imeli namen izvesti koncert Kvatrupircev z Aljo ter z nadobudno mlado Celjanko, pevko. Ta koncert je zaradi vremena odpadel in je prestavljen na 10. avgust. Za soboto je predviden en poseben dogodek z 70-člansko zasedbo iz 21 držav etnohistorije
baterija, ampak vremenske napovedi tudi niso najbolj naklonjene sami tej izvedbi, tako da bomo še sporočili glede izvedbe ja ali ne. Sledi še koncert Rudija Bučarja in v septembru Uroša Periča z orkestrom. V zavodu Celeja Celje so veseli, da celjski turistični biser in knežje mesto nasploh poleg domačih vse bolj prepoznavajo tudi tuji obiskovalci. In ena izmed tistih največjih atrakcij je zagotovo v Celju Stari grad Celje, katerega je v prvi polovici leta obiskalo več kot 33.000 obiskovalcev. Si nadejamo do konca leta, da bodo številke primerljive prvi polovici leta in da bomo tudi za malenkost prešli podatke oziroma rezultate iz leta 2019, ki je bilo nekako rekordno leto. Največ obiskovalcev imajo iz Madžarske, ki poleg gradu obiščejo tudi samo mestno jedro. Tu so še Nemci, Avstrijci in Italijani, to so tisti, ki tudi največ bivajo v hotelih. Sledijo še Francozi, Španci in Čehi. Vsako leto si celjske znamenitosti ogledajo tudi napovedane skupine iz Kanade. Španec Albert Riera bo novi trener nogometnega kluba Celje. Pravniki obeh strani naj bi do konca današnjega dneva pregledali in potrdili vso dokumentacijo. Vodstvo kluba pa je na današnji novinarski konferenci njegovo predstavitev napovedalo za jutri. 41-letni Španec bo Celjane bržčas prvič vodil na nedeljski uvodni tekmi novega državnega prvenstva v Kidričevem. Razmišljal, kdo bi lahko zmagal Portugalcev. In zato je Španec primerna kandidatura. Takole je novi predsednik celjskega kluba Valerij Kolotilo odgovoril na vprašanje, kaj je klub iskal pri novem trenerju, čigar prihoda se veselijo tudi nogometaši. Meni osebno je Olimpija igrala dober nogomet. In to, kar gospod Riera hoče, kak način hoče igrati, meni to osebno odgovarja in tudi mislim, da imamo take igralce v ekipi. Konec koncev smo pa že vsi na nek način dosti nas je izkušenih in mislim, da bomo znali to speljati tako treba in da bomo v nedeljo zmagali na prvi tekmi. Z Riero naj bi klub stopil še stopničko višje v primerjavi z obdobjem, ko ga je vodil Ukrajinec Roman Pilipčuk, ki se je po letu dni, tik pred začetkom novega državnega prvenstva, moral posloviti. Zahvaljujem Romanu, odlično delali. Naprej ekipa odločila in klub odločil, da bo nekaj sprememba vektora razvoja kluba in iz tega vidika, da potrebujem neko novo krov in iščem ukrepitev. Jasno ukrepitev iščem in preko igralcev in tudi preko trenerjev. In odločili za menjavo trenera, ampak ni iz razloga za kakšne probleme, a iz razloga, da hočem še več, še boljše, kot bilo prej. V zadnjih dneh je bilo v številnih medijih moč prebrati, da je na odhod Pilipčuka vplivala tudi nezadovoljna slačilnica oziroma skrhani odnosi med igralci in trenerjem. Da smo mi imeli neko vpliv na to, glih ne verjamem, ker konec koncev smo mi tukaj plačani za to, da igramo. Je pa res, kot je rekel tudi predsednik, da verjetno rabimo nek nov zagon, še da stopimo na to eno stopničko više. In naše delo je, kot je bilo do zdaj, dati svoj maksimum na treningih in na tekmah in probati Celje zdvignati za to eno stopničko. Celjsko moštvo se je v prestopnem roku okrepilo s 7 novimi nogometaši, med katerimi je najbolj zveneča zadnja okrepitev 31-letni Mario Kvesič. Vsaka ekipa, ki dobi igralca s kvaliteto, kot je Mario, lahko sam zadovoljna. In mislim, da bo Mario nam veliko dal v tej sezoni in vse, kar lahko rečem, je to, da je dobrodošel in da bomo pomagali, da se čim prej adaptira in da skupaj dosežemo zastavljene cilje.
Po lanski osvojitvi drugega mesta, številnih okrepitvah in menjavi trenerja je cilj celjskega kluba v novi sezoni osvojitev naslova državnega prvaka. Vemo tudi, kaj so cilji v novi sezoni, to je, da napademo sam vrh naše lige in tudi v pokalnem tekmovanju. Jaz v vsaki ekipi, ko sem igral, sem vedno govoril, da je ta ekipa najboljša, kar je normalno. Da imamo ogromno kvalitete, imamo. To stoji, imamo tudi, ne smemo pozabiti, da imamo dosti tudi mladih fantov, ki so res perspektivni. Mislim, da realno imamo ekipo na papirju po kakovosti za prva 3 mesta. Po prezgodnjem slovesu predsednika Miloša Rovšnika, v njegov spomin bo klub upokojil številko 63, je do sprememb prišlo tudi v vodstvu kluba. Dosedanji generalni direktor Valerij Kolotilo je postal predsednik kluba. Njegovo mesto bo v prihodnosti zasedel Pavel Šved, sicer tudi član upravnega odbora kluba. Ne gre tako to na hitro, jasno, da bo novi generalni direktor v klubu, seveda bo, in to Pavel Švec. Celjani bodo novo sezono odprli v nedeljo, ko bodo gostovali pri Aluminiju, ki se vrača na prvoligaško sceno. Začetek sezone, v bistvu ne poznamo se še toliko, bomo dobili neke informacije, kako oni igrajo. Tam je vedno bilo težko, posebna neka atmosfera, manjše igrišče, tudi ni veliko navijačev, ampak Aluminij je taka izrazita domačinska ekipa. Bo verjetno dosti težav, ampak jaz verjamem svoje soigralce v našo kvaliteto in upam in verjamem, da se bomo veselili 3 točk. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Nekatere nevihte bodo tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 21, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V soboto se bo nadaljevalo spremenljivo vreme s plohami in nevihtami, v nedeljo pa bo prevladovalo sončno vreme. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Hvala lepa za vašo pozornost, bodite z nami ponovno jutri. Lep pozdrav in srečno do takrat.